pokazal eno študijo, zdaj bo ravno eno leto, odkar je nastala, ki dokazuje, kako oblika sladkorja, ki se imenuje fruktoza, lahko poškoduje vaše možgane. To je zelo nenavadna raziskava, kajti fruktoza velja za obliko sladkorja, ki jo je recimo veliko v sadju, ki ni problematična, ni sporna. Razen, če jemljete res v ekstremno velikih količinah. Zato je ta študija vzbudila veliko zanimanja, ker se je nenadoma pojavilo novo dejstvo, da ta fruktoza, da ta oblika sladkorja lahko vpliva na vaše gene in posledično poškoduje vaše možgane. O tem smo govorili. Danes pa nadaljujem in vam bom pokazal še eno študijo, ki je nastala res pred kratkim, in ta študija na še bolj jasen način potrdi izsledke one študije, o kateri smo govorili. Ampak o tem bo govorili kasneje, najprej pa slikce. Bo kot vedno. Najprej smo pogledali nekaj slikc. In čisto na koncu vam bom povedal še za eno raziskavo, ki je tudi osupljiva. In redki ljudje razmišljajo na tak način, kot vam bom povedal, čist na koncu. Torej, najprej slikce. Pokazal vam bom 10, pa še tole, 11 slik. Prijaznih, lepih, prijetnih. Kot da jih človek kar gleda. Okay. In ob tem vam bom povedal eno zgodbo. Ob teh slikcah vam povedal eno zgodbo, nad katero bi se človek res moral zamisliti. To je namreč zgodba o 10 korporacijah. Samo 10. Ni jih 100, ni jih 1000, samo 10 je, ki nadzorujejo tako rekoč vse, kar vi pojeste. Skoraj vse. Ne čisto vse, ker če greste tam v lokalnem kmetu, ne vem, po eno čebulo, po en liter mleka, ker imajo krave doma, to prav gotovo tega ne obvladujejo te korporacije. Dejstvo je osupljivo. Samo 10 velikih podjetij, mednarodnih podjetij, ki izdelujejo hrano, obvladuje praktično vse, kar ljudje pojedo in popijajo na tem svetu. In njihovi dohodki, njihovi letni dohodki so velikanski. Njihovi dohodki so tako veliki, da se recimo Slovenija kot država ne more biti primerjati z njimi. Vsako podjetje, in kasneje vam bom pokazal 10 slikc, vsaka je povezana z enim od teh podjetij, vsako podjetje v enem letu z procesiranjem hrane, z delovanjem hrane, zasluži bistveno več kot vsa Slovenija. Tako velika so ta podjetja, tako močni so. Se pravi, ko greste v trgovino in kupite hrano, je najverjetneje izdelek ene od teh 10 korporacij. Zakaj je to pomembno? To je pomembno predvsem zato, ker so korporacije na tem svetu narejene z enim samim ciljem in samo z enim, da kopičijo profit. Da ne boste mislili,
da je tem korporacijam kaj do tega, kaj vi jeste. Ker jim je popolnoma vse. Da ne boste mislili, da skrbijo za vaše zdravje. Ker ne skrbijo. Ker jim je vseeno za vaše zdravje. Njih zanima denar. Zato izdelujejo tako hrano, v kateri je ogromno dodatkov. To so taki dodatki, da bi bila hrana čim bolj privlačna na pogled, da bi imela čim bolj intenzivne barve, da bi imela čim bolj intenziven vonj, oziroma okus, da bi seveda ljudje tega čim več kupili in pa o tem že kar nekaj časa govorimo, da bi bila čim bolj sladka. In tudi je. V hrani, ki jo izdelujejo te korporacije, so velikanske količine sladkorjev, zlasti fruktoze. Okay? Ker sledijo hrano s čim bolj pocenimi sledili. Zato uporabljajo sirupe in fruktozo uporabljajo v velikih količinah, ker je poceni. Tej hrani dodajajo koruzni sirup, ki ga naredijo v velikih količinah in sicer tako, da je v tem sirupu čim več fruktoze. To je oblika sladkorja. Ta sladkor, pa oblika sladkorja, je zelo sladka. Sem bolj sladko od glukoze. In ko kupite hrano, ki jo izdelujejo teh 10 korporacij, kupite tudi velike količine sladkorja, ki pravzaprav tam nimajo kaj početi. Ne bi bilo treba, da so v tisti hrani. Pa so. Zakaj? Zato, da je hrana bolj privlačna. Zato, da ima sladek okus, za katerega vedo, da je ljudem všeč. Okay? Zdaj si pogledajmo. To zdaj ni reklama za te korporacije, da ne bo kdo mislil, da zdaj delam reklamo. Mi se bomo samo nakratko sprehodili skozi nekatere izdelke, ki jih korporacije izdelujejo. In bolj, ko bomo nadaljevali, torej se prebijali proti koncu, večji so dobički korporacij. Tale recimo ima letno približno 10 milijard dolarjev. Ko bomo prišli do konca, recimo do Coca-Cola in še potem naprej, so dobički približno tam okrog 100 milijard dolarjev letno. To je hrana, da ne boste mislili, da je tale čaj res, čeprav piše, da je pure, da je res dober in zdrav in ga je dobro uživati. Da ne boste mislili, da ne boste naivni, ker ni tako. Zato, če že, no, sicer jaz nimam šalce s sabo, ker sem čaj že spil, nosim post. Če pijete čaj, dajte se pozanimati, kateri ima oznako bio. Da saj malo prispevate k svojemu zdravju. Samo pogledajte, ker so čaji, ki imajo oznako bio, da ne boste čisto vsega, kar vam te korporacije ponudijo, tudi kupili, čeprav piše gor, da je pure in lepo zgleda, in tukaj so komilce in lepo zavito in embalaža je krasna in čudovita. Samo oni so profesionalci, veste, to ni težko narediti. Oni že vejo, kako morajo to narediti. Embalaža je vedno čudovita, je vedno lepa, barve so krasne in vse, kar gor piše, je krasno in je lepo in čudovita in estetsko in je prijazno. To je nesporno. Niso še nabaj zaredi. Nihče od njih ne bo delal take pakovne, da je človek ne bo hotel pogledati. Jasno, da ne zaposleni dizajnerji in psihologi, ne vem koga, ki natančno povedo, kako mora izgledati embalaža, da jo bodo ljudje
radi kupili, ker se jim bo zdela prijazna. Okay? In tako se lahko počasi sprehodimo skozi različne izdelke, za katere skrbijo te korporacije. Danes je obvezno, da piše na hrani, da je naravna in da je pure in da je, čeprav tle še piše na dodatke. Ampak to je del žargona, to je del ideologije, da se hrano po defaultu, kot se reče, v osnovi, po definiciji ponuja kot zdravo. Vse vse zdravo, ponuja se kot zdravo, pa ni. Zato je dobro biti osveščen potrošnik, da ne nasedemo prehitro. In v vsej tej hrani je ogromno fruktoze, ogromno sladkorja, oziroma sladkorja. To je recimo Coca-Cola. To je Coca-Cola polni tudi jaja. Samo to je voda. Ja, se tudi voda polni. Ampak to je korporacija, ki poleg pijače, ki jo poznate, in se imenuje Coca-Cola, polni tudi vodo. To je ista korporacija. Recimo, vse je naravno, vedno je good in je natural. Celo majoneza je naravna in dober izvor omega-3, kar je res bi zaskregano z vsako pameti, ampak pač to vam skušajo prodati. Ampak seveda, da ne boste mislili, da večini ne prodajo. Seveda prodajo, zakaj pa imajo potem take dobičke? Še piše gor, da je rijo, kakšna je še ena druga. Sej, kakšna je še ena druga. Tako da, oni so pripravljeni narediti praktično, kar hočete, samo da jo prodali. Zato vam bodo zapakirali v najlepšo, najbolj dragoceno in estetsko in prijazno in naborno, da napisali, kar čete, z zlatnimi črkami, da je vse naravno in da je krasno, samo zato, da boste vi kupili. Okay? Itd. No in ti prihodki potem pravi že dosegajo 100 milijard dolarjev, ja, let. To so res velikanske vsote denarja. In letos bo enako, drugo leto bo tudi enako, in tako dalje, in tako dalje. Dobro, zdaj, samo toliko želim vam sporočiti, vam povedati, da poskušajte biti ozaveščeni potrošniki. In ko greste v trgovino, če že morate kupiti procesirano hrano, dajte za Boga pogledati na nalepko, kaj piše. Ker mora pisati in vedno piše, kaj je v hrani, ki jo kupujete. Koliko je maščob, koliko je nasičenih, koliko je transnasičenih, koliko je ogljikovih hidratov, koliko je takih sladkorjev, unih sladkorjev. Sam pozanimajte se, kaj gor piše, ker piše. In vzemite vsaj približno tisto, kjer je tega šita manj. Če že pač morate. Najbolje bi se v tem ogniti, ampak dobro, če že glih nujno morate, dajte pol probati vsaj izbirati, ker je to v vašem najboljšem interesu. Dobro, no zdaj pa, kot sem rekel, raziskave, to je še ena res sodobna raziskava, ki preučujejo vplive sladkorjev na vaše možgane, oziroma na možgane sploh, dajejo res neverjetne rezultate. Tukaj vidite, da so pred kratkim odkrili nekaj popolnoma novega, nekaj usupljivega, nekaj, česar prej niso vedeli znanstveniki. In sicer, ko vi uživate hrano, v hrani je praktično vedno sladko. Tudi v zelenjavi je sladko, recimo fruktoza, v zelenjavi, kjer jo kopičijo rastline, v sadju in tako dalje. Skratka, sladkorji so tako rekoč povsod. In najbolj elementarna oblika teh sladkorjev je glukoza. Glukoza je zelo pomembna, kot smo rekli, zlasti za možgane, zato ker možgani rabijo velike količine glukoze in potuje, torej telo proizvaja glukozo na različnih koncih telesa in jo je potem tudi v krvi, veliko kar potuje in glede tega, kaj bo priti, ali do celic, ki glukozo potrebujejo, zlasti, kot smo rekli, so to nevroni. Za fruktoze pa drugače.
Fruktoza, preslavljanje fruktoze pa poteka skoraj izključno v jetrih. Zato je fruktoze zelo, zelo ekstremno malo, naprimer v žilah, v krvi. Ker tam, kjer nastane, v tistih celicah fruktoza tudi bolj ali manj ostane. Torej, če hočete videti, kje je fruktoza v vašem telesu, potem se morate pozanimati, kaj se dogaja v vaših jetrih. Ok. Ampak, že pred časom so nekatere raziskave potrdile, da imajo nekateri ljudje tudi visoke vrednosti fruktoze v možganih. Kar je čisto neverjetno. Kaj ti tam ne bi smela biti? Ker smo rekli, da presnavljanje vlana poteka, oziroma metabolizem fruktoze vlana poteka skoraj v celoti v jetrih. Kako potem pride v možgane? V možganih ne bi pričakovali tega. In, kot sem že tudi povedal, nekatere raziskave potrjujejo, dokazujejo, da fruktoza, ko se enkrat znajde v možganih, dela škodo. In to veliko škode. Poškoduje možgane. In seveda znanstvenike je zanimalo, kako je to mogoče, da fruktoza pride v možgane. In ta raziskava, ki je bila objavljena pred kratkim, mislim, par dni nazaj, je odgovor, ali vsaj eden od prvih odgovorov na vprašanje, odkot fruktoza v možganih. Odgovor je, kot vidite že iz naslova te raziskave, možgani sami proizvajajo fruktozo. Kar se pravzaprav ne bi smelo zgoditi. Pa se. Kaj se torej dogaja? In zakaj je to pomembno? Zakaj je to a big deal? Zakaj je to dobro vedeti? In vi ste eni prvih ljudi na tem svetu, ki to vedo. To, kar vam zdaj pripovedujem, na tem svetu ve samo nekaj znanstvenikov. Tisti, ki so seveda to odkrili, pa še ene par, ki so to raziskavo prebrali. 9800. Ja. Je delilo. Ok, 9000, ampak na svetu je 7 milijard ljudi. Velikanska večina ljudi tega ne ve. To je fruktoza, to je molekula fruktoza. Tam to, da boste videli, kako zgleda. Molekula fruktoze, sama po sebi čisto nič problematična, oblika sladkorja, naše telo potrebuje in vse je v redu. Ni pa v redu, ko se znajde v možganih. In seveda, to bomo pa še pogledali, odgovoriti je treba na vprašanje, kaj se dogaja. Kako to, da pride ta oblika sladkorja v možgane, kjer dela škodo. Evo, in zdaj tukaj vidite povzetek tiste raziskave. Ko zaužijajo ljudje, ko zaužijajo hrano, v kateri je, na primer, nekaj glukoze, tisto slico bomo pa še pogledali. To slico bomo pa še pogledali. Zato je privlačna, ni? Neskončno. Ni privlačna! Kako da ne? A se vam zdi grda? A ne da je privlačna? Prijazna. A ni? Meni se ne zdi grda. No, sej, meni tudi ne. Zelo privlačna, gledajte, lepe barve so, hrana, meni kar se slinja. A se vam kaj slinja cedijo? Nič se vam ne slinja. Ja, je zdrav, je samo je zdrav. Kako smo zdaj ne bomo komplicirati zdravo in zdravo? Sline bi se morali cediti. Ker smo rekli, da dobro ni okusno. Kaj ste vi čudni? Sti dobro? Ja ti pa zdravo, a ja ti pa zdravo dobro. Mogoče pa zato, ker tam je mafin narisan. A zdaj boste pa rekli, da pica ni fajn hrana. Je, če je pravilno pripravljena. Je, če je sam jaz sem pa mafin mislila. A ste vi daj na kakšna rutarjeva predavanja hodili, da zdaj komplicirate? Vi sam reči, da je fajn. Tudi da, ja. Ok, no, prosim. Rekli ste, da
možgani sami proizvajajo fruktozo, ampak hkrati govorite, da je škodljiva za možgane. Fulno je škodljiva. Kako je zdaj to? Sej, zato pa se treba pogledati, kaj se dogaja, to smo rekli. A ste pa... What's the big deal? Nekaj se Dva različna... Ne, takoj bomo odgovorili na vprašanje. Takoj bomo odgovorili na to vprašanje. In to je dobro vedeti. Odgovor na to vprašanje, ki vam ga bom zdaj povedal, je res dobro poznati. Če hočete dobro sebi, zlasti pa svojim možganom. In jaz verjamem, da hočete dobro sebi in svojim možganom. Hočete, ne? Ok, fajn. Pazite zdaj odgovor. Odgovor je fenomenalen. Torej, ko zaužijete velike količine glukoze, to je sladkor, najbolj osnovna, preprosta oblika sladkorja. Pojeste recimo kaj od tega. Ali pa tudi, če ne pojeste kaj od tega, ker glukoza je tako rekoč povsod. Rastline kopičijo, ustvarjajo glukozo, kopičijo v krompirju, v korenju, v zelenjavi, v čebuli. Skratka, povsod je. Torej jo jeste. In prav je, da jo jeste, ker vaše telo potrebuje, kot smo rekli, že veliko krat zlasti možgani, rabimo ogromno glukoze. Fajn. Ampak, da bomo pogledali, da je pa stransko, drugo plat te zgodbe, drugo stran te iste zgodbe, visoke količine glukoze, pogledate, kaj se dogaja v možgane in ugotovite, da je kar naenkrat tam tudi ogromno fruktoze. Ampak to smo že ugotovili. Tam je. Zakaj? Odkot? Poglejte. Prvi ever, prvi dober, prepričljiv dokaz. Prvič, da so znanstveniki ugotovili, zakaj fruktoza v možganih, kjer nima kaj iskati, kjer dela samo škodo. In so ugotovili, da, pazite zdaj, zelo natančno treba vedeti, da so možgani sposobni presežke glukoze. Pazite, presežke glukoze. Možgani rabijo veliko glukoze. In jo tudi sprejmejo, jo uporabljajo in možgani delujejo tako kot švicarska ura. Ampak če vi pa zaužijete preveč glukoze, se pa presežki nad tisto mejo, možgani že vejo, kje je tista meja, ko je glukoza preveč. Pa te presežke zelo hitro spremenijo v fruktozo. Zelo hitro spremenijo v fruktozo, ne zato, ker so zlobni, ne zato, ker hoče škoditi. Ja, niso zlobni, niso pokvarjeni. Možgani ne rečejo tako, da bomo pa škodili sami sebi, da bomo malo glukozo v fruktozo spremenili, da uči več škode. Ne naredijo tega zato. To je kemični proces, ki ima svoje zakonitosti. Ko je pač preveč glukoze, se možgani v resnici branijo pred preveliko količino glukoze. In jo spremenijo fruktozo, ki je tudi oblika sladkorja. Zelo podobna molekularno, prezvesikulja molekulo, zelo podobna glukozi. Samo da je fruktoza zelo koristna, kjerkoli drugje v telesu, ne po možganih. Možgani imajo to smolo, da lahko proizvedejo fruktozo, ampak kdo je pa začel? Če vi ne bi vnesli preveč glukoze v možgane, možgani tega ne bi naredili in si sposrečni. Se pravi, niso možgani krivi, ker proizvajajo fruktozo, ampak ste vi pač jedli preveč sladke hrane. In zdaj, ko je enkrat fruktoza v možganih, se začne poštavati. Pol je pa groza in strah, pol je pa srhljivka, pol je pa Alfred Hitchcock. Ker
fruktoza v možganih, to smo pa že zadnjič rekli, spreminjajo, najprej vplivajo na gene, vplivajo na veliko število genov, ki so v možganih, ki nadzorujejo delovanje možganov. In fruktoza spremeni na stotine genov v vaših možganih, naprimer gene, ki nadzorujejo metabolizem, ki nadzorujejo, kako vaši nevroni komunicirajo med seboj, kako se prenašajo impulzi po možganih, ki nadzorujejo, recimo, vnetja in druge možganske funkcije. Ko pa pride do sprememb teh genov, je pa hudo. Kajti mutirani geni, mutacije, so pa lahko izjemno škodljivi. Niso vse, seveda. Veliko mutacij je čist jehalne, ne pomeni. Nič ne naredijo, ne škode. Ampak nekatere mutacije so pa izjemno nevarne in začnejo spreminjati torej delovanje možgana. A vidite, kako osupljiva je povezava med hrano, ki je na prvi pogled tako privlačna in tako dobrega okusa in tako nam paše in tako nam je fajn, ko jo jemo in ogromno ljudi na tem svetu je to hrano, če ne korporacije ne bi za sol zaslužile, zaslužijo pa na desetine milijard dolarjev vsako leto. Kar pomeni, da jim gre posel dobro. Očitno jim gre dobro. Pomeni, da imajo dovolj odjemalcev, ki so pripravljeni tako hrano, pa ne samo tole, kar je tukaj gor prikazano, jesti. Jesti iz dneva dan, jesti pogosto, jesti veliko krat. Ok, gotovo jih je dovolj, to je namreč popolnoma logično, drugače ne bi toliko zaslužili. Ampak ta hrana, ki je na videz tako privlačna, dolgoročno spreminja gene velikemu številu ljudi in s tem možgansko delovanje teh ljudi. Spreminja možganske funkcije, vpliva na njihove kognitivne funkcije, kot je spomin, kot je koncentracija, kot je pozornost, kot je možnost za razmišljanje, sklepanje, logiko itd. itd. Zame je to osupljivo, namreč, da teh korporacij nihče ni postavil pred sodišče, ker ponujajo hrano, ki očitno, dokazano škodi ljudem. Ne škodi seveda vsakomu, ne škodi vedno, ampak dolgoročno, če bi človek jedel tako hrano in pač obstajajo ljudje, ki vedno znova jedo tako hrano. Seveda se ne jeste pice vsak dan, da se ni treba vsak dan. Ne jeste mafino vsak dan, ne jeste semičo, ne jeste hamburger, ne pijete pivo vsak dan, ne ni prav, ampak vse, ne bomo zdaj preveč komplicirati. Čez leta se naberejo mutacije, spremembe genov, ki so v celicah. Nekaj takih sprememb je neškodljivih, je nepomembnih, ničesar ne naredijo, ampak če tako hrano človek uživa več let, veliko let, vedno znova, se pa te nevarne mutacije lahko nakopičijo oziroma začenjajo spreminjati vaše možganske funkcije tako, da, naprimer, kasneje v starosti sledijo nevrodegenerativne bolezni in recimo demenca. Ljudje še danes ne vedo, da je recimo Alzheimerjeva bolezen, da je demenca v veliki meri povezana s hrano, ki so jo uživali v otroštvu, ki so jo uživali recimo vse življenje, ker jim je pasala, ker je bila sladka, ker je bila prijazna, ker so dobro počutili, ker so čutili zadovoljstvo, ko so jo pojedli.
in še vedno krivijo ne vem katere gene in ne vem katere dejavnike, ki gotovo imajo svojo vlogo pri tem, gotovo da jo imajo, ne? Ampak zelo pomembno vlogo ima pa natanko tale hrana. Zato je tako škodljivo, ko ljudje rečejo, ja, briga me, jaz jo bom še naprej jedel, ker je sladka, ker je fajn, ker mi paše, ker mi je všeč. Ker ravno v tem je trik, ker so jo naredili tako, da paše. Ker so dodali sladkor. Zdaj so dali še druge zadeve. Zdaj smo pri sladkorjih, ščove tu dodali, tako dalje. Ne? In seveda posledice dolgoročno so res, res velikanske. Ok. Zdaj vam bom pa pokazal na kratko in komentiral izsledke še ene raziskave, ki je bila tudi objavljena pred kratkim. Jaz takih študij, izsledkov raziskav preberem ogromno. Jaz jih vsak dan preberem, sigurno jih tam 50. V enem tednu je to 30, 40, 50, lahko tudi več. Kako si pa vse zapomnil? Kako si vse zapomnim, oziroma tiste, ki so povezane s tem, o čem mi tukaj govorimo, pa tudi pokažem. Ostalih počne, tiskam za druga predavanja, za druge priložnosti si naložim tudi potem na PowerPoint, na cel kup PowerPoint, na desetine, ki samo nalagam slajde, nekateri jih imajo že več kot 200, naprimer, tudi te, ki so izjemno obsežne. Ampak, to ima malo, hvala Bogu, računalniki zmogljivi, internet in tako dalje. No, to je še ena raziskava, ki je dala tudi izjemno zanimive, osupljive rezultate. Večina ljudi tega ne ve. In gremo kar po vrsti, to počasi. Najprej par številk. Ne vem, če veste, da na svetu približno po ocenah znanstvenikov 350 milijonov ljudi trpi za tako ali drugačno obliko depresije, depresivnih stanj in tako dalje, vsega tega, kar je povezano z depresijo. 350 milijonov ljudi. To je gigantska številka. V Sloveniji je cel na antidepresivih približno 500 milijona Slovencev, kar je pošastno veliko. In, ne vem, če veste, da vsako leto na svetu naredi samomor približno 800,000 ljudi. To imamo nekaj 1 milijon. V 10 letih je to 10 milijonov ljudi. A si predstavljate, kako velika številka je to? V Sloveniji 2 milijona prebivalcev. Vsako leto. Jaz resnično ne vem, kako je mogoče, da se tako malo pozornosti v javnosti posveča tem številkam, ki so, to morate priznati, velikanski. Nobena vojna na tem svetu v enem letu ne vzame 800,000 ljudi. Nobena. Ampak o vojnah nenehno govorijo, ker je se tudi prav, ker je tudi prav, da govorijo. Ampak o teh številkah, ki vam jih zdaj jaz tukaj komentiram, pa ne in verjetno se tudi vi prvič danes slišali. A ste? A je kdo že prej bil? Niste. Tudi v šoli niso prej. Ampak to je neverjetno veliko ljudi, ki trpijo dnevno za raznimi oblikami. Velika oblika. Depresivnosti in depresije. Okay? In zadeva je še hujša, kot kaže tale raziskava. Namreč, to je objavljeno, vidite, na Duke University, oziroma ta študija je tam narejena, objavljena v tej reviji, za Abnormal Psychology.
In številka je res tudi veliko vredna razmisleka. Od tukaj vidite, skoraj 1000 ljudi, ki so sodelovali v tej raziskavi. Samo 171 od teh, skoraj 1000, pravi, da ne doživljajo tesnobnih stanj, depresij oziroma drugih duševnih stanj, ki so s tem povezani, oziroma da tega niso doživljali v svojem življenju, do srednjih let. Samo 171 od skoraj 1000. Če še enkrat povem, veste, taka stanja, kot so tesnoba, anksioznost, depresivna stanja, potrtost, recimo, žalost, občutki brez upa, nesmiselnosti, občutka, da se življenje kamor ne premika in tako dalje. Občutki, da, torej, ki so s tem povezani, občutki izgube, občutki bremena, ki ga človek nosi s seboj, pa ne ve, kaj ga sploh bremeni, kaj ga teži in tako dalje. Tega je med ljudmi izjemno veliko. In študija opozarja na zelo pomemben premik v načinu razmišljanja, odkot ta depresivna stanja. S čim so povezani? Kaj jih povzroča? Vidite, še vedno velja, ljudje so pogosto še vedno prepričani, da ljudje, ki živijo v premožnih družinah, ljudje, ki so fizično zdravi in so inteligentni, da so to ljudje, ki so nekako kot zaščiteni pred duševnimi težavami, kot so depresija, anksioznost in to, kar sem premišljal. To je mit, ki ga študija ne podpira. Ljudje, ki so premožni, ki so bogati, ki imajo veliko denarja, ki so zaradi mene atleti, ali pa manekenke, ali pa imajo inteligenčni kvocijent 160, niso čisto nič bolj zavarovani pred depresijami, anksioznosti in tako naprej kot drugi ljudi. To so tudi. Dobro, tisti, ki se ukvarjamo s temi zadevami, to vemo že nekaj časa, ampak v javnosti pa še vedno vlada ta mit. Še vedno vlada mit in prepričanje, da se z, recimo, količino premoženja povečuje tudi duševno zdravje. Kot da bi veljalo, več ko imaš denarja, bolj si duševno zdrav. Preprosto ne drži. Lahko je tako, ni pa nujno. Se pravi, denar, premoženje, bogatstvo, samo po sebi, čisto nič ne prispeva k duševnemu zdravju. Ampak mit obstaja, da so bolj depresivni ljudje tisti, ki so, ne vem, revnejši, kot se reče, z družbenega dna ali pa kaj podobnega. Ne drži. Zadeva je malo drugačna. In sicer, poglejte, namesto tega potrebujemo drugačno razmišljanje. Ljudje, ki redko izražajo tako imenovane negativne emocije. Kaj so negativne emocije? Sicer je tudi ta izraz zelo privlečen za lesen, je to sporen, problematičen, lahko uporablja se in ga lahko tudi pojasnimo. Kaj so negativne emocije? Negativne emocije, med negativne emocije ljudje ponavadi štejejo jezo, agresivnost, tudi napadalnost, bes in tako dalje. To so izraziti primeri tako negativnih čustv, negativnih emocij. Zato ljudje, kadar vidijo koga, ki izraža take emocije, ga začnejo miriti.
Ljudje ponavadi refleksno rečejo, umir se, skoliri se, daj mir, kaj moriš in tako dalje in tako dalje. Ampak ljudje izražajo take emocije zaradi stiske. Zaradi stiske, ki imajo težave, imajo resne težave. In zanimiva korelacija, ljudje, ki pa redko kdaj izražajo te negativne emocije, ljudje, ki živijo, gledajte tukaj, ki imajo zdravo, družabno, socialno življenje, ki imajo prijatelje, ki imajo znance, s katerimi se razumejo, s katerimi se družijo, ki imajo zdravo socialno življenje. Ljudje, ki v veliki meri nadzorujejo sami sebe, so pa zavarovani pred depresijami, anksioznostmi in tako dalje. To so trije dejavniki, ki so bistveno drugačni od tega tukaj gora. To, da si ti iz bogate družine, da si fizično zdrav, pa da imaš visoko inteligenco, ne pomeni še nič. To, da obvladuješ samega sebe, da redko kdaj izražaš negativne emocije. Torej, da imaš dobro zlasti medsebojne odnose. To je pa nekaj ljudje. To je pa nekaj ljudje. Ti ljudje, ki imajo recimo te dejavnike, zanje je pa mogoče reči, da so duševno bolj zdravi kot pa ljudje, ki pač tega ne zmorejo v taki meri. Ko govorimo o duševnem zdravju, danes mislim predvsem na tesnobna stanja, anksioznost, napetost, živčnost, vznemirjenost, vznemirljivost, depresije, depresivna stanje, depresivni občutki, misli na samomor, misli o nesmiselnosti življenja, da je vse brez veze, da se nič ne da in tako dalje, na to mislim. To prav gotovo niso znaki duševnega zdravja, to so znaki, da je nekaj narobe. Torej, kaj nas varuje pred takimi težavami, ko sem jih zdaj naštel? Dobri medsebojni odnosi. To je to. Dobri medsebojni odnosi. Potem obvladovanje svojih emocij, zlasti tistih, ki jih imamo za negativne, obvladovanje, kontrola, nadzor nad samim seboj, torej nadzor nad samim seboj, pa to je vse, nadzor nad samim seboj. V bistvu s tem to povezano, obvladovanje samega sebe že tudi pomeni obvladovanje negativnih emocij. Človek, ki obvladuje samega sebe, se redko kdaj jezi. Redko kdaj izraža svoje jezo. Ni napadala. Ljudje, ki izražajo veliko stopnjo nadzorovanja samega sebe, so prijazni. Delujejo prijazni. Delujejo nenapadalni. So naklonili drugim ljudem, so odprti ljudi, imajo, torej kot se reče, dobro socialno življenje, imajo dobre medsebojne odnose. Dobre, kvalitetne medsebojne odnose. Dobri medsebojni odnosi ljudi varujejo pred občutki osamljenosti, samote, izoliranosti, izrinjenosti, marginaliziranosti in tako dalje. Dobri medsebojni odnosi. To ta študija potrjuje in še na en način se lahko lotimo istega, torej kako je z depresivnimi stanji. Zakaj smo ravno depresivne stanje? Zato so tako pogosta, ker je tako veliko. Se pravi, 350 milijonov ljudi. To je huge. Torej, ljudje, ki imajo boljšo izobrazbo, delovno mesto, na katerem so zadovoljni in predvsem zadovoljujoče medsebojne odnose, so na dobri poti, da nikoli ne postanejo depresivni. Postanejo tesnobni, ne postanejo anksiozni, so na dobri poti, ker so njihova življenja stabilna, da uživajo življenje. Ljudje, ki živijo taka stabilna življenja, ki so zmožni uživati v življenju, pa ne potrebujejo umetnih nadomestkov,
da bi bili zadovoljni. Pa ne gre za alkohol, tobak, cigaret, ne vem, da se to isto, droge ali pa hrano kot drogo. Ne potrebujejo. To so izjemno zanimive povezave. Veste, na koncu pridemo do tega. Tale hrana, ki jo imenujemo junk, to je za odpad, to ni za jesti, to je za odpad, ki jo prodajo ogromno, da zaslužijo vse tiste milijarde, tale hrana je pravzaprav svojevrstni korelat depresivnosti vsaj 350 milijonov ljudi na tem svetu, ki tako ali drugače iščejo tolažbo. To je slaba tolažba, ne? Nekakšno tolažbo v sladkorjih, v hrani, ki jim je všeč, ki jim ponuja nekaj prijaznih, prijetnih občutkov zadovoljstva. A vidite korelacijo, a vidite povezavo? Človek, ki je zadovoljen s seboj, ki je sposoben nadzorovati sebe, zlasti svoje emocije in tako dalje, preprosto tega ne potrebuje. Ne rabi umetnih stimulansov, umetnih dražljajev, da bi bil občutke zadovoljstva. Zakaj ne? Zato, ker je že zadovoljen. Ne rabiš ne drugih stimulansov. Ljudje, ki pa so depresivni, ki so nagnjeni k depresivnosti, ki so anksiozni, ki so tesnobni, ki so napeti, ki so vznemirjeni, ki ponočno morajo spati in tako dalje, pa samodejno težijo k nečemu, a so to tablete, a je to hrana, a je to alkohol, pač k nečemu, k molekulam, vedno so molekule, da bi ta stanja, ki to niso prijetna stanja, to ni prijetno tako živeti, za anksioznost, s tesnobo, z občutki, da si izoliran, da te drugi namarajo, da si sami, da in tako naprej. S tem ni prijetno živeti. Zato bi se radi teh neprijetnih občutkov znebili. In najhitrejša pot, da se tega znebiš, to je res, so seveda droge, so molekule. Najhitrejša pot. Se zadaneš tup in naenkrat imaš občutek, da je življenje čisto vožnato in lepo in prijazno, ampak to traje 2 ure. Dobro, zdaj meni lahko tudi 4. Ampak pa spet potestaram. Pa spet potestaram. Človek se spet slabo počuti, spet je depresija, spet je anksiozen, spet je napet, spet je vznemiren, vse bomo zdaj končali. Ja, ne bomo še tako hval, ker ne bomo. Zunaj sonce, brez vedete. Ne, to je tudi malo noro, da smo zdaj tukaj. Gledajte, zunaj je sonce, mi pa te v temačni, pa še v taki temačni temi depresivnost, pa kdo si to izmislil? Po mojem najbolj, da kar nehamo zdaj. Sam še concluding remarks. Torej, ljudje, ki so zadovoljni s svojim življenjem, ne jedo te hrane, ker nimajo zelo kaj početi. Okay? Ljudje, ki so visoko izobraženi, ali pa ki imajo dobro izobrazbo, bomo rekli, da bomo mislili, da favoriziramo samo tisti, ki imajo doktorat. Ljudje, ki imajo dobro izobrazbo, ki so zadovoljni s tem, kar počnejo, ki imajo dobre medsebojne odnose, ne bodo nikoli depresivni, ker so njihova življenja stabilna. Človek, ki je stabilen, ne potrebuje umetnih molekul, da bi postal stabilen. Ker že je. Ok? Ali pa pripomba, ali pa komentar, ali pa če se kdo s čim strinja. Ne. Z čimer se ne strinjate? Pravim, da nimamo nobenega. Ok. Ne, saj tudi težko se je ne strinjati s tem, veste, ker to so znanstvene študije, ki pravzaprav potrebujejo to, kar že več čas vemo. Če se ukvarjamo s psihologijo, več čas to že vemo, to so samo študije, ki to potrebujejo, da je to res. Zlasti je pa treba varovati možgane. Zlasti možgane. Zakaj nam to prodajajo takšne stvari potem? Take stvari nam prodajajo zato, ker zadnjič se spomnite, sem vam govoril, kako so te iste korporacije pred pol stoletja začele podkupovati znanstvenike, da ne bi razkrili resnice.
namreč, kako škodljivi so sladkorji. Enako je bilo s tobačno industrijo. Tobačna industrija je plačevala znanstvenikom in zdravnikom težke milijone, da so učili ljudi, da je kajenje ne samo čisto redo, da je celo zdravo. Seveda. Ampak enim pa to škoduje. Ne, vsem škoduje. Sam da so poskušali prepričati, da je to celo zdravju, ne vem, naklonjeno in dobro. Zdaj, ena plat te zgodbe je, da desetletja nazaj, ko šli v narejeni dovolj raziskav, dejansko nihče ni vedel, da je to škodljivo, naprimer sladkorje. 100 let nazaj pa sploh nihče ni vedel. Pred 100 leti sploh meni ni vedel, kakšna razlika med glukozo in fruktozo. In ljudje so jedli po nekem občutku, po tradiciji, kot je stara mama rekla. Potem so pa nastale te korporacije. In zakaj nam to prodajo? Kot sem rekel čisto na začetku, tem korporacijam dol visi za vaše zdravje. Oni so tam zato, da nakupičijo čim več dolarjev. Ne smete misliti. Korporacije me ljubijo, skrbijo za to, da bom jaz čim bolj zdravo hrano jedel, tam so eni znanstveniki se potrudili, da je ta muffin, ki ga bom jih kar kupil, da je res. Sej ni res! Tovarne, ki procesirajo hrano, izdelujejo hrano tako, da pri tem čim bolj znižujejo stroške. No, za konec. Zdaj bo kmalu tale velika noč. Zdaj pa, naredite čisto preprost preizkus. Pejdete prvo trgovino, kjer vam bodo ponudili na policah potico, ki bo že zapakirana, bo že navjena. In poglejte tisto potico in če vas ne bo kap, si da mest roko stran, desno, pa še levo čušte. Tista potica je žblja. To je samo najbolj poceni testo, pa mikroskopsko testa. Sveda čim manj. Zakaj? Zato, da za njih čim več ostane. Da so čim manjši stroški. Pa pejte, recimo, k stari mami, pa pogledajte, kakšno potico bo pa ona naredila, pa boste videli različno. Pa samo tako dajte eno pa drugo, pa primerjajte. In boste ugotovili, da una iz špara nočete jesti. Uno od stare mame pa hočete. In tako velja za vsako drugo hrano. Kupite, pejte v trgovino, pa kupite vnaprej narejeno župco, knor, v vrečki, ki je v bistvu posušena, ker so jo tako naredili, posušili so jo, po enem postopku, in tisto stresete pol kao v vodo in skuhite župco. Pa pejte spet k stari mami, da ne treba ven, pejte k stari mami pa rečete, stara mama, a ti naredila eno župco, tako, kot si navajena še iz otroštva, tako, ta prava. In bo stara mama rekla, itak da bom, in bom naredila eno župco. Pa dajte en krožnik župce od stare mame, pa eno knorovo, tako, pred sebe, to štos. Pa probajte eno od stare mame, pa probajte drugo in boste šli bruhati. Zelo preprosto. Ampak zakaj nam to prodajajo? Prvič, kot sem rekel, da podpirajo tudi med drugim lenobo ljudi. Ker župco iz knor se skuha v 10 minutah. Stara mama pa kar nekaj cajta. A veste, ta pravo župco se kuha tam 3-4 ure. Ja, še ne. Vi tega ne veste, ta pravo župco, recimo govejo, morate najprej k mesarju, da vam da dober kos mesa, pa zraven vam mora dati dobre kosti. Ker ta prava župca je tista, ki potegne iz kosti, veste, tiste sestavine, ki dajo. To ne vejo, ne vejo. Ampak to morate kuhati 3-4 ure. Pol je pa slastna. Ne pa primerjate 3-4 ure, ali 10 minut. Zakaj se boste odločili? Ne, nimam cajta, da je uno. Za 10 minut. In korporacija reče, ja, itak, tle imaš. No, pejte na sonce.
Kako? Če bo to nekaj povedano. Ne bo. Zato, ker so te korporacije, gledajte, Coca-Cola letno zasluži 100 milijard dolarjev. Proračun slovenske vlade, ne vem, če to veste, je 9 milijard. Coca-Cola ima na voljo 100 milijard, Slovenija v celoti pa 9. Kdo je močnejši? Kdo je močnejši? Je Coca-Cola. A bo Slovenija se lahko obrla, pa rekla, Coca-Cola grda, da jim nehi. Coca-Cola bo pa rekla, a ja? Ne bo, nikoli ne bo, ni žalost. Ko bomo pa zmagali, ko bo pa komunizem, pa bo pa drugače. Ampak to pa še caj. Bo pa rekla, a res? Ja. Kaj ti rada Slovenija,